Sicer imam načrtovano že več kot leto dni serijo YouTube posnetkov, ki jo bom objavila tako v slovenščini kot v angleščini. Vendar mi se tista luč, ta druga številka 2, ki je vezno potrebna za snemanje, izogiba že kar nekaj časa. Počasi že majčkeno obupujem. Tako da sem se odločila, da bojo kar novi Catrice laki za nohte prebili led in bo to prvi film posnetek v slovenščini. Ker ste bile zelo pridne, mi pokupovali vse Mint Me Up lake, sem ga šele, mislim, da to soboto uspela zaslediti na Rudniku, v Millerju seveda. Je kar nekaj časa trajalo, da sem posnela tale video posnetek. Kupila sem 9 lakov. Prva dva sta bolj na modri strani, ampak vlečeta vseeno na vijolično. Prvi je Shopping Day at Bloomingdale's, se mi zdi. Ne vem, če se vidi na Nailvilu, zgleda majčkeno prosojen, vendar upam, da na nohtih se to ne bo glih tako videlo, kot tukaj na Nailvilu, ker je vseeno malo težko lak nanašati na plastiko, tako da včasih pač na nohtih veliko lepši nanos kot na ovalu. Drugi lak je Danny Moore. Tega sem kupila v bistvu zaradi šimra. Barva sama, nisem glih nek hud navdušenec teh modrikastih osnov, vendar se mi je zdaj ta šimer res lušen, tako da sem kupila še ta odtenek. Ta nadlak, v bistvu se mi je zdaj že zanimiv na promo fotografijah. Enostavno zgleda, kot da bi bili neki kovinski opilki notri, tako da v bistvu se zagotovo bo en izmed prvih, ki ga bom preizkusila, sploh mogoče čez kakšnega temnejšega ali pa svetlejšega, bom še videla. Hugo Boss. No, zdaj za ta zeleno odtenek verjetno ni treba kaj preveč govoriti, da je en izmed mojih najljubših. Še eden, za katerega upam, da ni tako prosojen, kot je to na ovalu, ampak bomo videli, kako ga bom sprobala. Barva je čudovita, globoka, gozdna zelena, ki komaj čaka, da skoči na moje nohte. Petrolpolitan. Mislim, da to še eden tistih lakov, ki sem jih kupila samo zaradi šimra. Šimer tukaj je bolj viden. Všeč mi je kar taka mešanca zelenih, modrih, vijoličnih odtenkov, ki se zelo dobro ujame z bazno zeleno barvo. Tako da ta je bil še enkaj morovec z mano. Tukaj res verjetno ni bila moja sestra dvojčica. Tista ta zlobna kriva, ki jih je kupila 9. Najbolj iskan odtenek Mint Me Up. V centru ga ni bilo dolg čas, na Rudniku ga ni bilo, vse posod je tako izginil. Gre za res enkraten zelen odtenek, prav tak spomladanski, mene spominja na barvo morske pene ob sijanu soncem, ne me sprašujete, odkje mi ta asociacija, res ne vem. Ampak barva je res čudovita, mislim, da nimam nič niti približno podobnega v svoji zbirki, tako da ta bo definitivno en izmed favoritov. Pa tudi nanos že tukaj gor na Nailvilu je bil krasen. Ne vem točno, če se tole dobro vidim. Ki ima kot neke take flekce, ne vem, če to glih dober opis. Notri v laku me prav zanima, če se bo to videlo dobro na nohtih. Bloody Mary to go. Tega sicer imam že čisto ta prvo verziji, ko smo še lake kupovali na Hrvaškem, ker jih v Sloveniji ni bilo. Ta novejša verzija se mi zdi bolj prekrivna, barva zelo podobno, moram jih sicer še primerjati eden ob drugemu, vendar krasna rdeča, tako kot je bila prejšnja. Caught Me on the Red Carpet je tudi super, samo da je temnejša, pa malo bolj hladna, tako da sta oba odtenka res zelo lušna. Meet Me at Coral Island je doživel manjšo nesrečo, oziroma kar usodno nesrečo. Ko sem ga zapirala, se je pokrovček zlomil znotrajni del, tako da mi ga je dragi glih sem toliko zalepil, da ga lahko postavim swatch, potem gre pa na odlagališče za nevarne odpadke, se bom mogla početno novega kupiti, ker laki enostavno čisto preveč hlapijo, da bi zdaj to uporabljala ali pa ne vem kaj.
Upam, da vidite, da je to koralni odtenek, ker meni na kameri kaže bolj roza kot koralo, ampak no, se je roza samo na koralni strani. V bistvu eden lepših pinkiš zadev, ko sem jih v zadnjem času videla, tako da je seveda moral iti z mano. Zadnji odtenek, no ta je bil še eden, ki je šel sem za rečim z mano. Barva sama po sebi preveč pinki, čeprav ni čist pinki za moj okus. Odtenek je kar precej prosojen, tako da bomo videli, kako dve plasti na nohtike prekrijeta. Če nič drugega bom imela pa za sendviče. Šimer se na žalost saj tukaj ne vidi glih tako dobro kot v steklenički, vendar bom počakala, da vidim, kako se bo razpletla na nohtih. To je to, 9 Catrice lakov, ki sem jih kupila v zadnjem času. Zagotovo bo prišel še kakšen, ker se niso hecala, ker sem rekla, da imam večino seznama na mojemu seznamu želja. Upam, da jih ne bom glih vseh pokupovala, pa da jih ne bom nikoli videla vseh na kupu, tako da bom to mečkaj rešila moja denarnica. Zaenkrat so mi precej všeč. Čopič je, ne vem, res nimam neke, zaenkrat probila sem enega, pa to, kar sem nanašala na Nelvil. Moj prvi vtis je bil, da zgleda nekam čudaški, da ni enakomerno odrezan, vendar pa sam nanos se mi je zdel lažji kot s prejšnjo verzijo, tako da šele, ko jih bom preizkusila saj ene 3-4, vam bom povedala dejansko, kakšen se mi zdi. Svoči na nohtih bodo tako kot ponavadi prihajali eden za drugim na blog. Verjetno bom odprla kakšno anketo, da mi boste povedali, kjerga se želite najbolj videti, ker svoči pri meni rabijo cela večnost, da se pojavijo na blogu, ker sem verjetno najpočasnejša svočarka na svetu, kot sem že parkrat povedala. Tako da bo vaša pomoč spet dobrodošla. Led je prebit, zdaj bomo pa videli, koliko posnetkov bom uspela narediti za slovenski YouTube kanal. Jaz upam, da jih bo čim več sploh v omenjeni seriji, ker sem v bistvu že čisto vse pripravila, zdaj pa samo tisto svetilko, ki iščem po celi Ljubljani, pa je ni, tako da bom očitno mogla še kje druge pogledati, da držite pesti. Če ne, pa ne vem, spet v tujina verjetno. Lepo se imejte, upam, da nas ta sneg čim prej zapusti in se pomlad spomne, da je prišel čas, da nastopi služba, tako da bomo v kratkem imeli malo višje temperature in konec poledice in snega. Lepo se imejte in kmalu se vidimo. Dia!